Obsežna energetska kriza, ki jo je sprožila vojna v Iranu, bi lahko na naše življenje vplivala še več let, opozarja Evropski komisar za energetiko. Evropska komisija je zato pripravila predloge za varčevanje pri omejenih količinah energentov. In Rebeka, kako bo torej Evropska unija ukrepala? Poleg ukrepov, ki za države članice sicer niso obvezujoči, namerava Evropska komisija vzpostaviti nekakšno opazovalnico goriva, kjer pa bodo spremljali proizvodnjo, uvoz in zaloge goriva v prometu. Prioriteta bo najprej letalsko gorivo. S tem želijo iskati alternativne poti za dobavo, hitro prepoznati morebitno pomanjkanje v primeru sprostitve rezerv, pa zagotoviti uravnoteženo distribucijo. No, med predlogi za članice pa se znajde kar nekaj finančnih spodbud oziroma subvencij. Vse od tistih za postavitev toplotnih črpalk, zamenjave kotlov za fosilna goriva ali za zamenjavo plinskih, starih in neučinkovitih kuhalnih naprav. Bruselj predlaga tudi spodbujanje nakupa običajnih ter električnih koles ali avtomobilov. V javnih prostorih naj države prilagodijo ogrevanje oziroma hlajenje. To priporočilo svetujejo tudi za naše domove. Da nam prav ogrevanje odnese največ denarja iz denarnice, pravijo tudi na statističnem uradu.